Miran, bi se predstavil našim poslušalcem? Ja, rojen sem v Trstu, daljnega leta 56. Obiskoval sem slovenske šole, nato sem pustil univerzo, ker moje informatike tistikrat ni bilo še na univerzi. Obiskoval sem prvi tečaj programiranja, ki je bil v Trstu, in kot 22-letni sem se zaposlil v Tržaški kreditni banki. Pred 5 leti sem se preselil v Slovenijo, torej nisem več za amejski Slovenec. Leto kasneje pa sem dokaj nepričakovano sem se upokojil. Imam sina, hčer in 5 vnukic. Lepo. Torej, od rojstva ste pravzaprav razpet na obeh straneh meje. Kako to? Ja, v bistvu je meja, ki je prišla sem. Mi smo bili vedno na tem teritoriju. Sem raziskal našo genealoško drevo tam skoraj do napoleonskih časov in smo bili vedno tukaj, dolinska občina, dolina Borovljunec in potem Kraški Rob, Podzgorji, Kastelec, Gabrovica, odvedno smo bili tukaj. Ne? In zdaj stanujem v hiši od sestre, od moje none, ki je bila že ne vem koliko let tukaj, ki je v bistvu 3 km od meje v Gabovici pri Črnem Kalju. Torej, Miran, bavili ste, kakor sem razumela, s komunikacijo tudi na spletu? Ja, največ sem delal v banki, rečemo, kjer sem delal od začetka v elektronskem centru in prav zaradi tega, potem, ko je prišel internet, sem delal prve bančne splete v Italiji, oziroma prvi, rečemo, je bil ta. In je bil v slovenščini tudi. To je bilo leta 1995, v času, ko nobena slovenska banka ni bila še tistikrat prisotna na internetu. Hvala tem podvigu so me klicali predavati po celi Italiji in sem bil tudi v Monte Carlo, v Monaku. Rečemo, da ob stečaju banke sem mogel na kakšen način se znajti. Sem delal nekaj v Padovi, potem sem prišel domov, ustanovil firmo in vodil sem tudi mednarodno tiskovno agencijo, torej ta komunikacija na spletu je bila vsestranska. Sem delal za Tržaško trgovinsko zbornico in za Deželo Furlanijo Julijsko krajino. Sicer o tem, Miran, se bova še pogovarjali. Bi sedaj poslušali Mirana glasbenika. Miran, dragi poslušalci, je namreč tudi izvrstni harmonikaš. Poslušajmo, kako je spremljal svojo harmoniko pevce partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič in Vlada Kreslina. Posnetek je iz koncerta, torej živo. Pesem, ki jo poznamo kot partizansko, to je Bella Ciao, je bila najprej socialna pesem. Pesem revolta, ki so jo prepevale mondine na riževih poljih v Padski nižini. V času fašizma so jo sprejeli tudi drugi, predvsem delavci. Partizani so v celoti spremenili besedilo razen refrena in pospešili takt. No, pa poslušajmo Bella Ciao in potem bomo nadaljevali s pogovorom. Sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'immenso. Partigiano, portami via, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio
partigiano, tu mi devi seppellire. Seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo fiore del partigiano, morto per la libertà. Era rossa la sua bandiera. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Era rossa la sua bandiera, la bandiera dell'amore. Miran, vrnimo se vašemu poklicu. Pod vašim vodstvom ste organizirali kar nekaj zanimivih akcij, kot na primer spomeniki prihodnosti. Bi nam kaj povedal o tem? Ja, projekt Spomeniki prihodnosti je nastal tja v letih 1920, v covidnem času. Imel sem veliko željo, da bi izkoristil najnovejšo tehnologijo, ki sem jo rabil kot firma, kot banka in vse za upravljanje partizanske dediščine. Na zadnje smo uspeli vnesti v podatkovne baze toliko spomenike, okoli 210 spomenikov, kot žrtve, ki so napisane na teh spomenikih, čez 2000 žrtev, in dogodke, ki bi bilo postavitev spomenika, desetletnica, skrunitev in tako. Zaenkrat smo se osredotočili na celotno območje v Italiji, kjer živijo Slovenci, ampak smo pripravili program, da je že napravljen za geografsko in jezikovno širitev. In ste torej ta projekt niste torej še zaključili, kakor sem razumela? Ne, zaključena je prva faza, je vnos vseh podatkov na eno našo bazo, ki vidimo samo mi, rečemo, ki ima toliko drugih informacij in potem vsa ta baza jo damo na internet in na linku spomeniki.org se lahko to vidi. V teh dneh pa se pogovarjamo za implementacijo v prihodnjem letu, kar bi mogli napraviti en koledar prihodnjih dogodkov, bi mogli napraviti razširjeni seznam žrtev, da bi videli tudi, rečemo, od zunaj. Naj rečem samo, da imamo vse te žrtve, ki smo dali noter, imamo popolnejši seznam žrtev žarne, kot je na listi Bubnič, ki je napravil tistikrat v 70 letih. Ko sem rekel prej, pa je projekt tudi za geografsko širitev na celotno Istro, torej na slovensko in na hrvaško Istro. Sicer pa to ni bil edini projekt na področju osvobodilne vojne spod fašizma in nacizma, ne? Ne, imel in imam in imel jih bom še kar dosti. Rečemo, da prvi projekt največji je na vsak način Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič. Sem član že 34 let in sem napravil 500 nastopov več ali manj z njimi. In drugi projekt, ki se je rodil tam v 80 letih, je bila mladinska skupina Pinko Tomažič. Tudi tam je bilo
sem uspel na kakšen način upravljati že v tistih letih članstvo in prisotnosti na vajah na velikem računalniku od banke. Med kosilom sem dajal podatke noter in tako je bilo prav pesto. En drugi projekt je bil ženski pevski zbor Kombinat, ki v Ljubljani, kjer sem bil 3-4 leta, ki je bil en svojevrsten laboratorij za vse aranžmaje, ki jih imamo tudi danes. Se je začela v bistvu tam. Še en drugi projekt je bil ansambel Lesamis, če prevedemo prijatelji, skupine prijateljev nas je bilo iz Italije, Slovenije in Afrike, v katero smo mešali slovensko narodno, partizansko in pop glasbo, pa z afriškimi ritmi in tudi vokalnimi njansami. Bomo slišali, kakšne so res posebne. Na hitro, Marjetska Popovski band, imamo tudi tam delamo partizanske pesmi od 2 do 13 članov ekipe. Pred malo časom smo ustanovili tudi ansambel Ustala pri Morska. En drugi projekt, ko sem pravil prej, ta spomeniki pri Hodnosti. Med drugim pa končujem še eno partizansko vaško knjižnico Rine Krmac tukaj v Gabrovici pri Črnem kralju. Imam že 1500 knjig in pripravljam knjigo od mojih harmoniki in vse, kar se je zgodilo okoli nje. Od leta 1969 do danes. In je res pestro. Več kot 200 leti nam štorija govori, da strašno so nervozni bili naši nonoti. Če kaj jim je spalilo, če kaj jim ni bilo prav, so horofatku prasca natakali na kol. Vse so mu pobrali, kar uredne je bilo, požarli v rajski klijot je vse vino, vse meso je na pole so horoficu, ma beti sto pustnosti. Da vidni pod domovi so še zažali kot Zdaj pravijo, da ne dela več takih sreči, ka zdaj pa je živimo v civilizaciji, kjer treba ti ne delat, če dobro znaš obcat, ma če haraš tu živina, pej moraš trup zdržat. Jaz sem, ko zdaj se reče, nekvalificiran kmet, jako vsak kmet zdal zmeram, sem dosti potrpet, nervozen zdaj ratalom, pomal si ne znam, ma še nisem kriv, če taka jaz pred nekaj imam. Zdaj prebuja spet puntarski se duh, maskirove demonu, kaže zajedstvo ima kruh, ja nikdar neč ne djela, ko samo iz kruha drek. Ma čakte paršu, bo slati srednji vek,
Takrat, ko spet pride, tiste zlati cajt, ne skrbte za orodje, si bom pravo najt, sem se moderniziral, sekirce nimam več. Ma, tudi se z motorko bi padla glava preč. No, pa spregovorimo sedaj o Miranu Pečeniku ali Pečeniku. Kako ste, Miran Pečenik? Pečenik. In njegovi Ja. harmoniki. Kdaj ste spoznal ta inštrument? Rečemo, da sem na kakšen način, ko sem v mladih letih, smo se z starši preselili na naselje Svetega Sergija, Bogošan na Šarđu. In je bil ena četrt zelo nevarna. Mama mi je rekla, moraš nekaj delati, ali šport ali glasbo. Šport je bil preveč utrudljiv, sem zbral glasbo. Kakšen inštrument pa hočeš napraviti? Bratranec, ki je bil 8 let starši od mene, je igral harmoniko in se mi je zdelo prav, da tudi jaz, 8 let mlajši, bi igral harmoniko in sem rekel harmoniko. In tako sem spoznal harmoniko. Bratranec je končal se učiti harmoniko po 3 mesecih, jaz po 60 letih, zdaj jo še vedno guncam. Ste samouk? Ne, učil sem se, začel sem takoj na glasbeni matici v Trstu, že pri 7 letih to, z učiteljem Ignacijota, ki je bil bolj kot učitelj harmonike, je bil zelo priznan zborovodja. Po 6 letih ni mogel več me učiti, mi je dal profesorici Eljani Zajec. V 2 letih z njo sem postal državni prvak in potem sem igral na raznih ansamblih, harmonikarskih in takih, tako da je bilo res doživeto. No. Vi igrate na kromatično harmoniko. Bi nam, laikom, povedali, kakšna je razlika med to harmoniko, kromatično in diatonično harmoniko? In po vašem, katero je najtežje igrati in zakaj? Torej, harmonike se razlikujejo, so vse iste, imajo isti meh, imajo iste base v levi roki. V desni roki oznotraj so vse iste, edino se razlikujejo na tipkah, ki jih vidimo za desno roko. Kromatična harmonika ima na desni roki tipke kot na klavirju, saj jo kličemo klavirska tudi, na levi pa ima, kot sem rekel, gumbe, na kateri pa igramo base in akorde, eno in drugo. Pred 40 leti sem poskusil 10 minut igrati na diatonično, se nisem absolutno znašel in to je bila moja edina izkušnja s to harmoniko. Vidim pa druge, da igrajo toliko eno, toliko drugo. Recimo, da so nekatere pesmi, nekatere aranžmaji so lažji na diatonični, drugi pa so lažji na klavirski, na kromatični. Il
ciao, ciao, ciao. And in one morning I was awakened, and how the enemy was here. Oh, partisan, take me from this place. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh, partisan, take me from this place, because I feel like dying here. And if I die upon that mountain, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. And if I die upon that mountain, and let me burn, call me her, bury me high up upon that mountain. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. And bury high up upon that mountain, and let the flowers mark my way. Oh, partisan, take me from this place. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Oh, partisan, take me from this place, because I feel I'm dying here. Miran, vam je pri srcu predvsem ljudska, narodna in partizanska pesem. Najprej spregovorimo o narodni in ljudski pesmi. Kaj je pravzaprav ljudska in kaj narodna pesem? Ja, recimo, da tam med ljudsko in narodno ni, ali po narodelu tudi ni velike razlike. Je vse pesem, ki v bistvu, če lahko jo definiramo tako, jo poznajo vsi, in ko igramo, vsi pojejo z nami. To sem občutil dosti, ko igram, redko popovski pol te narodne pesmi, ljudske pesmi, kako že po prvi pesmi ljudstvo poje z nami, ne. Spomnim pa se prav v prvih letih z Ignacim Mota, kako najlažje pesmi, ki sem jih na kakšen način te prve igral, so bile prav te narodne ljudske, kot Zlati časi, pa take Moj očka ima konjička dva na planincah. To so vse take pesmi, ki so bile napravljene na kakšen način, da tudi tisti, ki igrajo, da igrajo takoj te pesmi, da je lahko jih igrati, no.
Bi sedaj spregovorili o partizanski pesmi. Partizanska pesem se je oblikovala iz mnogo virov, največkrat tako, da so pesmi spremenili ali prevedli besedila, včasih pa tudi prilagodili melodijo. Pogosto so borci preoblikovali stara besedila z novo partizansko različico, skladatelji pa so ustvarjali povsem nove partizanske pesmi, običajno z besedili slovenskih pesnikov. Kdaj se vam je ta pesem vtisnila v srce? Recimo, da že od mladih let sem slišal vsaj te glavne partizanske pesmi. Pela jih je mama, ki je med drugo svetovno vojno bila eno celo leto v delovnem taborišču na Poljskem. Ko mi je pripovedovala malo, kaj vsega je pretrpela, je postala ta partizanska pesem kot nekaka podlaga tem dogodkom, background bi rekli po angleško. Tako da še danes prihajajo na dan nekateri spomini, tudi neke posebne emocije, naprimer pri refrenu Vstajenja primorske. No. Partizanske pesmi zaradi svojega pomena pri ohranjanju zavesti o prelomnem zgodovinskem obdobju druge svetovne vojne in prepoznavanju upora proti okupatorju niso izginile iz spomina ljudi, kakor smo tudi slišali, kakor ste dejali. So eden od kulturnih izrazov, ki so nastali v okoliščinah zgodovinskih prelomov. Je tako ali ne, Miran? Tako je res. V zadnjih letih, ko se ta negotovost in te konflikti, ki se širijo, bi rekel, kot oljnati madež, dobiva partizanska pesem prav en nov preporod, postaja aktualna in jo pojemlja mladina tudi. Te vrednote, ki jih širi, so prav tiste, v katerih danes največ čutimo pomanjkanje. Lahko kot primer, lahko rečem, te petkovi shodi, ki so bili v Ljubljani toliko tednov. Jaz sem bil en parkrat s harmoniko tam, sem igral te partizanske pesmi in se mi je pridružilo kar na stotine ljudi okoli. Se mi je zdelo prav nepojmljivo, kako vsi so vedeli, kako so hitice, kakšne besede so in vse skupaj. Je bilo res lepo, je bilo res. Partizansko pesen igrate z zborom Pinko Tomažič in tudi z drugimi skupinami, tudi Vstala primorska. Med slovenskimi partizani so se širile tudi pesmi iz sosednje Hrvaške in preostalih pokrajin, imenujemo bratskih narodov bivše Jugoslavije. Ja, prav te bratske pesmi, tako zvane bratske pesmi, pa so tiste, ki kakšenkrat vzbujajo največ aplavzov pri publiki. Naj omenim samo Vsi visoko ali Dako Radunu, prav prime publiko. Ne? In tudi za istimi skupinami igramo tudi pesmi drugih evropskih narodov, francoske, angleške, španske, tudi nemške partizanske in tako. In tudi s partizanske smo igrali tudi čilske, nekatere afriške uporne in tudi vietnamske pesmi. Res. Med partizani so bile priljubljene tudi ruske revolucionarne pesmi, ki so jih ponavadi peli na prevedena ali celo nova besedila, naprimer Vsi v partizane, Kovači smo, Žrtvan, Katjuša. V italijanskem jeziku je Katjuša naslovljena Fisca il vento. Je tako? Ja, ruske pesmi imajo svoj poseben čar. Osebno sem imel čas, da sem sodeloval s Pinkoti kar dvakrat na koncertih obeh zborov Rdeče armade v Stožicah v letih 15 in 17. Najbolj doživeto je bilo in srčno, bi rekel, tudi v slačilnicah Stožic, takoj po prvem koncertu, ko smo povabili v našo garderobo nekaj ruskih pevcev in recimo slučajno sem imel blizu mojo harmoniko in bilo je nepopisno. Še danes si lahko ogledamo posnetek na YouTubeu, kako smo tam bili. Kar zadeva Fisca il vento, bi rekel, da mi jo delamo že toliko let, že 30-40 let. Imamo en aranžma od našega bivšega pianista Aleksija Curka, ki jo je prav mojstrsko aranžiral.
Partizansko glasbeno izročilo je legitimen del spominske pokrajine in kulturne dediščine. Ljubljanski partizanski pevski zbor je poseben primer kolektiva, ki kontinuirano ohranja partizanske pesmi od svoje ustanovitve aprila 1944 do danes. Skozi zborovsko petje ohranja spomin, kako sem dejala, na zapuščino upora, druge svetovne vojne ter ohranja in oživlja partizansko glasbeno izročilo, kar je izjemen primer v sodobni Evropi. Ja, res, ljubljanski partizanski pevski zbor še danes poje vse te pesmi tudi na isti način, kot so peli, ko so bili leta 1944 ustanovljeni kot invalidski pevski zbor. Pri nas, pri Pinkotih, pa je prišlo do nekaterih posodobitev. Od leta 2005 naprej, od 60-letnice osvoboditve, smo nekatere pesmi jih malo bolj posodobili, ne glede na besedilo ali na refrene in tako, ampak na aranžma, tako malo bolj na blues, na rock in tako. In moram reči, da tudi mladina se je na kakšen način v teh pesmih potem se je našla, no, in je tudi pela z nami in tako. Tudi na 40-letnici, ko smo imeli te koncerte in to, naprimer tam sem na kakšen način aranžiral ta Ljukupu Bogar Majna z Mlakarjevo Puntarsko in tam smo peli vsi skupaj, kombinatke, Pinkoti in tudi Istok Mlakar, ne. In tam je bilo res je bilo en dober rezultat te mešanice od partizanske in sodobne pesmi, no. Je partizanska pesem nastala tudi zaradi tega, ker so v narodno-osvobodilnem boju sodelovali napredni ljudje vseh slojev? Ja, tudi. Predvsem je bilo nekih izvrstnih pesnikov in glasbenikov. Še danes, ko nekatere pesmi jih na kakšen način povemo, kako so nastale in to, rečemo, da ta pesnik in ta glasbenik so se srečali med enim in drugim bojem, so združevali te stvari in so prišli ven te pesmi, ki so precej enostavne, rečemo, v času vojne, ni da so lahko ne vem kakšne aranžmaje delali. Po vojni pa so razni Venturini, Simoniti, Bojan Adamič in drugi so dali tem pesmi še eno tretjo dimenzijo s tem, da so uvajali te aranžmaje za zbor in tudi za orkestre, za pihalne orkestre in tudi za orkestre prav drugega tipa. In kaj menite, zakaj partizanski pesmi partizansko pesem, mislim, kjerkoli jo zaigrate, pride občinstvu do srca? Partizanstvo po mojem je kot priimek, ki si ga nosiš iz roda v rod. Ponosen si na to, kar je delal ali tvoj nono ali tvoja mati, so ti povedali, kako je bilo tistih hlad in to so zapeli s tabo že v zibelki te pesmi. In hočeš nočeš, ko jih slišiš, te spominjajo na lepe momente tvoje mladosti, jih ne moreš pozabiti in se ti na kakšen način usidrajo prav noter, zelo globoko, no. Jutri gremo na pad, lej,
Miran, vendar svojo harmoniko, kakor vem, razveseljujete tudi z igranjem drugih skladb, na primer slovenskih in tržaških narodnih popevk, je tako? Tako je, ja. Že od mladih nog sem to slovensko narodno zabavno glasbo imel vedno v repertoarju, saj rabi toliko za petje, kot za ples, za dobro vzdušje, vse skupaj. Ne. Igral sem jo kar 8 let z narodno zabavnim ansamblom Lovc po vseh praznikih, šagrah. Tam okoli leta 2010 pa tudi občasno s tremi plesnimi ansambli. In zdaj o tem smo imeli tudi koncert v gostilni Avsenik, v Begunjah. Tržaške narodne pa smo peli tudi iz mladih nog, ko smo se vozili z avtobusi z ansamblom Miran okoli po Italiji in tako. Tudi po 6 ur brez pauz. Tako da lahko tudi rečem, da imam določeno kilometrino. No? In te pesmi pa smo tudi igrali po raznih manifestacijah, ne samo v Trstu, v Ljubljani, Bologni, v Kopru, v Rimu. Tako, in obe, toliko narodne kot tržaške, pa smo jih iz srca prepevali tudi po naših osmicah, od Krasa pa do Brega in tudi čez mejo tolikokrat. To so pravili naši stari, kdo poje in igra, slabo ne misli. Ne? Nam zaupate vaše bližnje načrte na glasbenem področju? Ja, kar nekaj jih je. V tem mesecu zaključujem moje 34-letno sodelovanje s Pinkoti. Naprej bom igral v 2 ansamblih, kjer bom predvsem igral partizansko in slovensko narodno pesem. Kot sem pravil, začel bom drugo fazo tega projekta Spomenika prihodnosti. Do maja prihodnjega leta, ko bo 80-letnica požira vasi, pa moram usposobiti tudi to partizansko vaško knjižnico v Gabrovici. Od leta 25 naprej pa imam v mislih, to je en velik projekt, informatizirati partizansko pesem. V zametku pa je tudi projekt z nekaj ljudmi iz Slovenije za obeležitev 80-letnice osvoboditve. To bo bilo leta 25, ko sem pravil. En projekt, ki mislimo ga popeljati po celotni bivši Jugoslaviji. Kaj naj rečem? Miran Pečenik, hvala vam za pogovor in srečno na vsem vaših področjih, bodi si profesionalnem, bodi si seveda glasbenem, torej in privatnem. Hvala in slišimo se. Hvala vam in nasvidenje.